še ko smo bili Kameleoni, so bili naši fani in tudi tekmovalna ekipa. So bili zelo fajn oblečeni, so imeli pelerine, rdeče, črne, fajn fantje. Tako da smo jih povabili na naš koncert v Hali Tivoli, tistih 66 let, 60-ih, ne, daleč nazaj. In tako se je zgodba praktično začela. Po moji odsluženi vojaškem roku, 1 leto in pol, si se lahko zamislili, kako to izgleda, je prišel Starc k meni, Marjan Starc, ga moramo omeniti, on je bil menadžer od te ekipe, ki jo vidite tukaj, in zelo uspešen. In smo se zmenili. Naš prvi nastop je bil v Beogradu. Nisem imel še dolgih las, sem imel vojniško frizuro. Bil sem pa priden in so mi dali mesec dni dopusta, oziroma skrajšali rok, tako da sem lahko šel na ta koncert v Beograd. Tam smo se poznavali, uigravali, je bil dom mladine v centru Beograda, 1000 ljudi vsak večer, sonce se je klisalo. In potem tu se je potrdilo in tu smo najdli prijatelje, ki so nas potem kasneje zelo podpirali. To so razni menadžerji bili, novinarji, če se lahko spomnite tiste oddaje Nedeljo popoldne, je bila ena v Beogradu, ena je bila v Zagrebu in so bili redni gosti tega medijskega programa njihovega v Jugoslaviji, stari naši državi. In tako je prišlo do prve naše opusa, ki smo ga naredili v Radiu Koper, snemanje, Figov list, Berač, Matra, Leseno kolo in še drugi so bili. V glavnem, ta opus je Anton Marti, priznan režiser, si je zaljubil v ta način muziciranja, ko smo ga takrat imeli, in nam je naredil posnetke, to se pravi, ki so danes zelo, zelo cenjeni. Potem je pa šel to svojo pot. To sem povedal zato, da se vidi prav začetek ansambla Faraoni, kateri se potem razvijal na mnogo drugih načinov. Seveda z koncem, ko je prišel Enzo in je delal hite. On je bil hitmaker in so imeli... Ja, tudi Ferdo, pardon, ne smemo pozvati Ferda. Sem hotel reči samo za zaključek. In so imeli, oziroma še imajo blazno popularne hite, ki so priznani, tudi samo poslušali, tudi v Primorski in tudi po celi Sloveniji. Eto, toliko. Slavko, ravno poslušava, tu je moj dom, tu sem doma, morje, obala, Portorož, Lucija, Faraoni, same lepe zgodbe. Neverjetno, neverjetno. Zdaj, ko me vrnete, organizator, ko me vrne, to je neverjetno. To je neverjetno in moj Nelfi, Piero, ti moji fantje, tako je zgodovina ti se vrača nazaj. Hočeš, nočeš, to je to. Kako se Slavko danes spominja Faraonov, ki letos obeležujejo to res lepo obletnico? Bolej, to je zgodba, velika zgodba. Pazi, danes, če ti greš v Beograd, Sarajevo, Faraoni. Stari moj, pa to je neverovatno, to je neverovatno. Se je res, lepi časi so bili, krasni časi, ti časi se zdaj malo spreminjajo, pozitivno, negativno, absolutno, ni o tem trenutku razmišljati, ampak se spreminjajo, mi pa tudi funkcioniramo. Koliko nas je, žal sem 30 let. Ampak ostanejo pa melodije, te so pa večne. Ja.
Katera je tista najlepša, ki vas vedno poboža, recimo, če ostanemo pri faraonih? Bi rekel, veš, meni definitivno, to je bil takrat Koper, mi smo se preselili v Koper za trenutek, mi ljudje smo kot morje, neverjetno, besedilo, Miša Čermak, to je ono, in glasba, neverjetno. In če ti prideš, ti razmišljaš, mi ljudje smo kot morje, strast valove budi, žalost barva obzorje, to boli. Kaj recimo poslušalci oziroma obiskovalci, oboževalci želijo poslušati od faraonov? Katera je tista, ki ne sme manjkati na koncertu? Ale, seveda, Kar vse. črta. Črta. Definitivno, veš, živ komad, vesel, razmišljanje, ne uno, kaj pa je zdaj rekel, kaj pa je to pa odme, črta. In tudi črta se bo potegnila junija v amfiteatru Auditorija Portorož. Točno tako, živimo za ta trenutek, ne?